Tako. In nadaljujemo. Torej, lase držimo trdno in čisto tukaj zgoraj, kjer pletemo kito. Če bomo držali tukaj spodaj, potem se nam bo kita sproti podirala, ne bo v redu. Držimo tukaj čisto zgoraj in močno zategujemo. Pa iz desne strani, tako, ločimo lase, pa damo čez levega, pa dodamo lase. Zdaj tukaj spodaj pa imamo že manj las, imamo že manj las in zato je malo lažje jih dodati, ampak prav tako smo čisto do konca pozorni, da dodamo samo tiste lase, ki so na višini tega pramena, ki ga damo čez sredinski čop. Torej, da ne vzamemo zdaj tukaj vse lase, ampak samo te zgornje, ki so približno na tej višini, da je res, da pridejo vsi lasje na vrsto takrat, ko so na vrsti, da se ne prehitevajo med seboj. Potem pa, ko pridemo tako nizko, vzamemo, zdaj tukaj je že dovolj nizka kita, vzamemo vse lase iz leve strani glave, tako, tisti, ki so še ostali, in jih damo čez, zdaj pa še iz desne, zdaj pa lahko kar vse poberemo, tako. Zdaj tukaj spodaj tudi pride lepše, da res delamo kito čisto ob glavi, da ne oplahne kar naenkrat, da se ves čas drži glave, da jo ne pletemo preveč naven. Zdaj pa nadaljujemo tako, kot že znamo, to pa nam ni več težko, do konca pletemo desno čez sredinsko, levo čez sredinsko, desno, levo, pa previdni smo, da se nam lasje ne prepletajo med seboj. Zdaj pri tej kiti se potem tudi rado zgodi, da začnejo lasje prej gledati ven iz kite, na primer tako kot tukaj, že malo štrlijo tukaj. Zdaj, pač to ne moramo veliko pomagati, je pa enako kot prej. Če nam lasje začnejo gledati tukaj, potem je dobro, da jih tukaj nekje spnemo, da potem se nam kita ne podre prehitro. Spet primemo elastiko, primemo kito, potegnemo čez, obrnemo, primemo kito, potegnemo čez, obrnemo, primemo, potegnemo. Tako, in naša francoska kita je narejena.